sestre, danes smo zbrani kot župnijska skupnost, prav tako pa kot sorodniki, prijatelji, glasbeniki in tudi obiskovalci, ki ste prišli od drugod. Zbrani smo v hvaležnosti in veselju. Obhajamo 30-letnico mešanega pevskega zbora Brezovica. Ta jubilej ni samo številka, ampak je že prava zgodba zvestobe, predanosti, služenja. 30 let je dolgo obdobje, za nekatere med nami že celo življenje, ali pa morda polovico poti. Za naš zbor pa pomeni neprekinjeno povezanost glasov, ki so se iz leta v leto zbirali v pesem hvale v Bogu, pa tudi v pomoč ljudem pri bogoslužju in v graditvi vere. Ko se danes oziramo na bogato prehojeno pot, se zavedamo, da je zbor veliko več kot samo neka skupina pevcev. Lahko bi rekel, da je zbor srce župnije, ki svojim petjem spremlja tako največja slavja, kako tudi težke trenutke. Kolikokrat ste svojim petjem spodbujali srce, da lažje molimo, da lažje praznujemo, da bolj globoko verujemo. Ta obletnica je tudi vprašanje, kaj pomeni trud pevcev in glasbenikov za nas, ki se zbiramo v cerkvi bogoslužju, pa tudi kaj pomeni za pevce same. Za pevce morda bi lahko rekel, da je 30 let skupnega sodelovanja, tudi pot prijateljstva, pa tudi pot potrpežljivosti, pa tudi skupne rasti. Vsak je na svoj način vlagal svoj trud, čas, prihajal na vaje, pa tudi včasih pogum, da lahko tako pride in nastopi pred občinstvom. Zbor je kot neko majhno občinstvo, ki mora biti enoten, ker ima potem lahko nek čut za pesem, ki jo pojejo, da je skupaj zapela. Kot zbor, kot majhno občinstvo je različnost. Vsak od pevcev in od glasbenikov. Po drugi strani pa združenost v enem glasu. 30 let zbora pa je lahko za nas župljana hvaležnost, da nas tudi pesem bliža k nebesom. Kolikokrat so pevci svojo navzočnostjo in pesmijo nas bogatili ob praznikih, ob krstih, tudi ob pogrebih ali pa ob nedeljah, ko so se naša srca odpirala Gospodu. Ta obletnica pa nas lahko vodi tudi k razmisleku o današnjem zavetniku svetemu Miklavžu. Sveti Miklavž je bil res mož dobrote. To je bil tih dobrotnik. To je bil dobrotnik, ki je znal dajati, ne da bi pričakoval zahvalo. Ali bi tudi zbor na nek način podoben Miklavžu? Niso nagrajeni z aplavzom ali nagradami. Njihov dar je podoben Miklavževemu daru, nesebičen, skrit pa dragocen. Sveti Miklavž je ljudi obdaroval, da bi pokazal, niste sami, niste pozabljeni, Bog je blizu, skrbi za nas. Ali ni prav poslanstvo zbora tudi v tem, kako nam svojo pesmijo sporočajo, Bog je z nami, blizu je, zato ga lahko slavimo, ga častimo. Zato
vsem nam, da bi res srcem cenili delo naših pevcev, naših glasbenikov, da bi to lepoto bogoslužja, ki ga vztrajajo, tudi lahko ohranili naprej. Naj bo današnja obletnica, 30 let, tudi spodbuda pevcem, da bi vztrajali naprej, da bi se tako darovali za nas in dali tudi čast Bogu. Naj današnji zavetnik, sveti Miklavž, spremlja naš zbor še naprej, da bodo tudi pesmi vnaprej ogrevale naša srca, nas odpirala za Boga. In tako naj tudi pesem, takrat ko beseda nima več dosega, nadaljuje to pot povezanosti med nami in povezanosti z Bogom. Zato vas tudi povabim,